Nazadnje sem trepetal, kaj se bo zgodilo z mojim bankovcem za 50 evrov. No, danes mi menda ne bo potrebno trepetati, vse tako pravi naš iluzionist sam Sebastian. Sebastian, dobro jutro. Dobro jutro. Prihajaš čisto svež iz Londona, iz čisto posebnega čarodejskega, iluzionističnega dogodka. Kaj natanko se je dogajalo? Zakaj si se mudil tam gori? Ja, v Londonu je bila že 40. mednarodna konvencija. To je pač en tak spet magični dogodek na svetovnem nivoju in bilo je seveda zanimivo in bi bilo škoda zamuditi tako priložnost. Pa je potem v državi, kjer je naprimer iluzionizem, magičnost bolj spoštovana, bolj cenjena, kaj več gneče kot naprimer na kakšnem mariborskem tovrstnem dogodku? Ja, več obiska že zato, ker je dejansko Britanija večja država, jih je tudi po številu več in na nek način je seveda številčno gledano bilo več obiskovalcev. Sicer pa prej sem omenil, da danes ne bom trepetal, ne boš mi pretil s tem, da bi zažgal bankovec za 50 evrov. Kaj bomo doživeli danes? Vidim, da si prinesel karte, samo pa ne bova igrala kakšnega taroka. Ne, zdaj ne bova igrala taroka, bi pa te povabil na eno domišljijsko igro. Dejansko imam tukaj 4 karte. Prosim si predstavljaj, da so to 4 dame. In od teh 4 dam bom vzel 2 ven iz kupčka. Pa povej, sem vzel 2 črni ali sem vzel 2 rdeči? 2 rdeči. Pravilno, 2 rdeči sem vzel. In od njiju bom eno obrnil okoli. Pa povej, katero sem obrnil okoli? Karo. Točno. Dobro ti gre domišljija. Karo sem obrnil okoli. In obe dam zdaj nazaj v kompletek, kar posledično pomeni, da je Karo dama edina obrnjena na okoli. Pa poglejmo. Upam, da kamera to ulovi. Karina dama edina okoli obrnjena. In rad bi vedno to sicer poudarim, ampak mogoče za nekoga, ki gleda prvič, prosim, da povemo, da se tega nismo naprej dogovorila. Prej so bile vse karte obrnjene okoli. Nisem ti rekel, da moraš reči Karino damo. In veš, kaj te bo presenetilo, kar je še bolj zanimivo. Namreč Karina dama je edina karta, ki ima, če se bo to dobro videlo na kameri, drugačno ozadje. In glede na to, da si Karino damo izbral, sem dejansko jaz tako naredil, da sploh nisem nobene druge s sabo prinesel. Zakaj so pa te prazne? Prej niso bile prazne karte. Kako? Prej niso bile prazne karte. Bile so dame različnih barv, različnih znakov in vse so imele modro ozadje. Držal sem jih v rokah, tako da ni mogla biti nič drugače. Vedno znova, Sebastian, me presenečaš. Skratka, tole je bil tale triket za danes. Kako dolgo, naprimer, se mora nekdo učiti, da izvede takšen trik? Koliko vaje je potrebne? Ja, čim več, tem boljše. Podobno kot pri glasbi, podobno kot pri športu, čim več treninga prinaša boljše rezultate. Kaj malo se vrnemo nazaj konferenci v Londonu, na kateri si se mudil, še prej pa si bomo privoščili tudi nagradno igro. Tako, meni še vedno ni jasno, kako je sam Sebastian tole izvedel, pa nikoli mi noče povedati, na kakšen način. Sicer pa, kot rečeno, nagradna igra, na vas čaka paket presenečenja podjetja Baker Holland, da ga osvojite, da tele rožice pristanejo pri vas doma, pa morate povedati, katere barve oziroma znaka ni na igralnih kartah. 090 93 60 32 je naša telefonska številka in katerega znaka oziroma barve ni na igralnih kartah. Vas sprašujemo, možni odgovori so križ, srce ali pa kvadrat. Lep pozdrav komu? Ja, dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljeni, vaše ime? Ja, Danica. Danica, pozdravljeni. Sprašujemo vas, katere barve oziroma znaka ni na igralnih kartah. Je to križ, srce ali kvadrat? Kakšno je kaj vaše poznavanje igralnih kart?
Očitno niste kvartopirka. Ja, to pa nisem. Jaz mislim, ko ni, kak ste rekli, katera... Križ, srce ali kvadrat, katerega znaka oziroma barve ni na kartah? Jaz mislim, ko kvadrat. Kvadrat, pravilno, namreč karo je tisto, kar je na mesto kvadrata, je pa zelo podobno. Danica, čestitke, paket presenečenja Polete Bakar je vaš. Naj vam rožice dobro služijo, tudi če ne boste kvartopirili. Hvala lepa tudi vam. Kot rečeno, kongres v Londonu, verjetno veliko zanimivih ljudi, številna imena londonske scene, ki smo jih lahko v preteklosti videli tudi pri nas v televizijskih šovih, tudi nekaj fotografij, bomo videli samega srečanja, ki si jih posnel v Londonu. Kdo vse je, naprimer, že vidimo nekoga? Tukaj sem dejansko imel priložnost spoznati in govoriti z Andyjem Nymanom. On je dejansko britanski filmski igralec in režiser, je pa tudi čarodej in mentalist in on je tisti, ki je zaslužen. Bil je režiser Darren Brownovih TV šovov in zelo uspešnih odrskih šovov, ki so zmerom razprodani. Še kakšno sliko imamo samega potovanja oziroma... Ja, dejansko na tej konvenciji je pa posebnost to, da se podeljuje tudi posebno priznanje, namreč David Berglas International Magic Award, kar pomeni mednarodno priznanje Davida Berglasa za promocijo magije v svetu in letos je to prestižno nagrado iz rok Davida Berglasa prejel Darren Brown, ki je seveda v zadnjih 10 letih naredil ogromno za promocijo magije v svetu preko, kot sem že prej omenil, preko TV šovov, odrskih turnej in mislim, da v svetovnem merilu zdaj v tem trenutku ni boljšega čarodeja kot je Darren Brown in seveda si zaslužil to nagrado. Kakšno je dojemanje čarodejev na otoku? Namreč tudi na YouTubeu vidimo številne posnetke pouličnih čarodejev. Pri nas praktično tega človek ne opazi. Na ulici? Ja, zelo redko, seveda, kakor kje. Ponavadi je tega več za videti kje v kakšnih turističnih destinacijah. Drugače ni pa to del našega vsakdana, oziroma je kar precej redkost. Je to na otoku torej več, bolj tradicionalno, recimo, če rečemo? Ulična magija morda niti ne toliko, ampak je pa sigurno imajo dolgo tradicijo, torej čarodejsko dolgo tradicijo. Seveda imamo tudi mi, ampak dejansko so Britanci skozi leta že tudi to umetnost promovirali tudi preko drugih torej medijev, kot so naprimer sploh preko TV-ja in mislim, da je bilo zelo, to vedno zelo aktualno, no? In so imeli že kar nekaj zelo uspešnih in gledanih TV šovov. Eno vprašanje še za zaključek. Selim se, znaš začarati, da gre pohištvo iz ene lokacije na drugo lokacijo, potem te lahko porabim? Ja, lahko se potrudim, no, da tudi sam pomagam pri tem. Dobro, hvala lepa, sam Sebastian, uspešno še naprej, čez 3 tedne se znova vidimo s kakšnim trikom, morda pa mu vmes resnično rata preseliti moje pohištvo takole, cank ne bi bilo slabo. Boš povedal čez 3 tedne. Dobro, okej. Sam Sebastian, hvala tudi vam, to je danes namreč za vse iz Maribora. Do 10 vas prepuščam še Mojci in ljubljanskim kolegom, sicer pa kar se le da čudovito sredo.